Dame in gospodje, ob 30-letnici Radia Robin vam podarjamo ekskluzivni koncert Eve Boto. Vem, da marsikdaj bi te obila, vem, da marsikaj bi si želila še, da te pod prsti nosim do neba. Dober večer, draga publika. Dober večer tudi vsi gledalci, poslušalci Radia Robin. Upam, da boste uživali v današnjem večeru z nami. Tih večer v sobi luč gori, topel čaj v mrzli posteli. Mislim si, tako se pač zgodi. Pravzaprav mi kar odleglo je, da v obraz sva rekla si prav vse, a čeprav še zdaj težko mi je. Kdaj pa tale oddaleč gledam te in si mislim, povej, kako ti je, s čiste trme pa ne pokličem te. Vem, da marsikdaj bi te obila, vem, da marsikaj bi si želila še, da te pod prsti nosim do neba. Vem, da marsikdaj bi k tebi stekla in ti marsikaj predrzno rekla, ker sva si mi dva na kožo pisana. Včasih so dovolj malenkosti, marsikaj težko se oprosti. Mislim si, tako se pač zgodi. Daj pa kdale oddaleč gledam te in si mislim, povej, kako ti je, s čiste trme pa ne pokličem te. Vem, da marsikdaj bi te obila, vem, da marsikaj bi si želila še, da te pod prsti nosim do neba. Vem, da marsikdaj bi k tebi stekla in ti marsikaj predrzno rekla, ker sva si mi dva na kožo pisana. Marsikdaj bi te objela, marsikdaj bi si želela še, da te pod prsti nosim do neba. Da mi dva do neba.
Zamislim si, tako se pač zgodi. Hvala lepa. Dame in gospodje, vaš gostitelj Jan Vehar. En prav lep dober večer vsem skupaj, ki ste z nami na Robinovih valovih, kot tudi del našega videoprenosa na robin.si. Ponovno nas čaka en tak res krasen glasbeno obarvan večer. 30 let praznujemo na Radiu Robin in veseli smo, da to lahko naredimo z vami, našimi dragimi poslušalci in poslušalkami. Seveda pa mahamo tudi vsem tistim, ki nas spremljate preko videoprenosa, kot tudi tistim, ki nas poslušate na Robinovih frekvencah. Ja, niz intimnih koncertov, s katerimi bomo praznovali vse leto, smo poimenovali Robinovih 30. Za vsako leto Robinovega življenja. In veseli smo, da bomo lahko letošnje praznovanje preživeli skupaj. No, seveda pa dobrodošlico izrekam tudi vsem 20 poslušalcem, ki so danes tukaj z nami v Robinovem koncertnem studiu. Dober večer in hvala, ker ste si vzeli čas. V nadaljevanju pa v svoji družbi pozdravljam zvezdo današnjega večera. Odlično, nikoli še videno vokalistko, ki jo je vesoljna Slovenija spoznala v oddaji Misija Eurovizija, ko se je na samo Eurovizijo leta 2012 tudi odpravila, no takrat pa gre njena pot samo še navzgor. Direktno iz Koroške na Goriško v naši družbi pozdravljam Evo Boto. Eva, dobrodošla. Dober večer. Za uvod smo slišali tvojo skladbo Na kožo pisana, že 10 let je minilo, odkar si jo prvič predstavila publiki. Jaz sem pogledal in ta informacija drži. 10? Ja, res je. 2014, 2014, ja. Medtem, ko sem se pripravljal na to naše glasbeno druženje, sem tudi ugotovil, da je Na kožo pisana ena izmed tistih skladb, ki si jih tvoji poslušalci na Spotifyju dejansko tudi največkrat zavrtijo, oziroma najbolj pogosto. Da si brsko to ne Res sem brskal. Kako si recimo izbirala seznam pesmi, ki jih bomo slišali danes? V bistvu čist po občutku. Ja? Nekako malo vsega bomo dali poslušalcem, gledalcem, tukaj publiki, da spoznajo ta nek delček mene skozi teh 12 let, v bistvu, ki so zdaj za mano od Eurovizije. Eno krasno ekipo imaš danes s sabo, je to tudi ista zasedba, s katero, če spremljamo tvoje družbeno omrežje, tudi uspešno nastopaš po celi državi? Seveda, jaz prosim za en velik aplavz za mojo drago ekipo. Janez Kaza na kitari, Aleš Ogrin na klaviaturah, Lucija Marčič na vokalu, tokrat z nami Lana Hrvatin na vokalu, Tomi Purič na bobnih, na šef benda. Sveda pa jaz vedno rečem, da je treba največji aplavz dati za našega Giovannija Tofolonija na basu. Jaz ponavadi njemu največ komadov tudi zapojem. Ja? Sred koncerta, a ne, Giovanni? On vse me razume. Vse. Skoraj nič. In seveda Eva Boto, ne, od vseh ostalih. Ja, tako je. Še en aplavz damo ti tudi še enkrat. Če smo se nekaj minut nazaj preselili v leto 2014, se bomo v minutah, ki so pred nami, nekako sprehodili v trenutno tvoje glasbeno obdobje. 2 skladbi nam boš odpela, ena od njih je še posebno sveža, kaj ne? Ja, v bistvu tale zdaj naslednja je čist nova, v bistvu najnovejša, kjer najbolj gori in je nekako tudi v bistvu nek začetek mogoče neke nove zgodbe. Tudi ljudje me lahko prvič spoznajo, ker jaz sem namreč to melodijo, idejo za ta komad naredila na kitaro. In sem začela tudi kitaro, pač valjda, bend me je prepričal, ne, da na kakem koncertu tudi kdaj kaj zaigram. Tako da lahko ljudje pol na nek način vidijo nek nov del mene, ki ga še prej niso. In se mi zdi, da je še toliko bolj posebna, ker je avtorska, ne. Torej nova era. Ja, to, kad si je napisal res prekrasen tekst in če kjer komad opiše upanje, boljš je mislim, da tale, no.
No, izvoli, lahko se pripraviš, vas, drage poslušalke in poslušalce, gledalke in gledalce in obiskovalke in obiskovalce, ta seznam ga ni nikoli konec, pa ga vabim, da se prepustite tem čarobnim glasbenim minutam, za katere bo poskrbela Eva Boto z spremljevalno skupino. Izvoli, Eva. Hvala lepa. Ne boli, ostala sem sama, ujeta med nama, brez skrbi. Potaplja se vame, naj jo prevzame, zaupaj mi. Vsa leta bližine, preden izgine vse. Samo ti in jaz veva, kje so prehodi do večnosti, en brez drugega sva na pol poti. Greva tja, kjer najbolj gori, kot strele skozi ogenj in led, kot prsti skozi moje lase v srce, kot dalje ne gre. Veš, da te ljubim, greva tja, kjer najbolj gori, čez 1000 milj in 1000 stopinj. Roke, ki gasijo nemir, ki ureja, kot dalje ne gre. Veš, da te ljubim, samo ti in jaz veva, kje so prehodi do večnosti, en brez drugega sva na pol poti. Greva tja, kjer najbolj gori, kot strele skozi ogenj in led, kot prsti skozi moje lase v srce, kot dalje ne gre. Veš, da te ljubim, greva tja, kjer najbolj gori, čez 1000 milj in 1000 stopinj. Roke, ki gasijo nemir, ki ureja, kot dalje ne gre. Veš, da te ljubim. Dajte malo pomagati s ploskanjem. Greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj gori, greva tja, kjer najbolj gori, greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj gori. Veš, da te ljubim. Greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj gori. Zdaj pa, da vas se še slišim. Greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj gori. To! Še! Greva tja, kjer najbolj, greva jaz in ti, tja, kjer najbolj, greva tja, kjer gori, kjer najbolj gori, greva tja, kjer najbolj gori, greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer gori, greva jaz in ti, tja, kjer najbolj gori, greva tja, kjer najbolj gori, greva tja, kjer najbolj, greva jaz in ti, ker veš, da te ljubim. Greva tja, kjer gori, greva jaz in ti, greva tja, kjer najbolj gori, greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj gori, le jaz in ti. Greva tja, kjer gori, greva tja, kjer najbolj, greva tja, kjer najbolj gori. Zdaj smo šli tja, kjer najbolj gori, sam da ne zeve. Naslednji komad. Ful dobro smo tole splanirali.
Ok, dragi moji, zdaj se bomo malo naučili ploskati pri tem komadu. A bomo? A ste z nami? Se to tisti, ki poslušate pa gledate prek ekrana? Dajmo. Upam, da še danes budeš in temen dan. Niti ne ostaneva sploh iz postelje. Nočem, da karkoli me zdaj zbudi iz sanj. Od tukaj s tabo preveč lepo mi je. Sladek kot med, pa redek spet, sama se ujem. Dobro vem, da si ti, tebi ni pomoči. Kaj? Malo bo gor, malo bo dol, sam da ne zebe. Za nama je vroča noč, pred nama je hladen dan. Malo bo gor, malo bo dol, sam da ne zebe. Zunaj mraz, a v meni vse gori. Dobro mi je, ampak tokrat kriv si ti. V horizontali bo spet minil ta dan. In telefonov je, da bo prižgan. Sladek kot med, pa redek spet, sama se ujem. Dobro vem, da si ti, tebi ni pomoči. Malo bo gor, malo bo dol, sam da ne zebe. Za nama je vroča noč, pred nama je hladen dan. Kaj? Malo bo gor, malo bo dol, sam da ne zebe. Dobro vem, da si ti, tebi ni pomoči. Malo bo gor, malo bo dol, sam da ne zebe. Dajmo, Jane!
Robinovih 30 gledate in poslušate najbolj intimno glasbeno doživetje na Goriškem. Danes pa gledamo in poslušamo radijski koncert odlične Eve Boto, ki je kar ogrela naš studio. Kako se imate? Se imate fajn? Se imate fajn? Ok, v redu je. Pa še lahko nadaljujemo. No, današnja publika šteje približno 20 poslušalcev. Moje vprašanje, kdaj si nazadnje nastopila za tako malo številno publiko? A veš, da res ne vem. Ampak rada imam intimne koncerte, ker veš, kaj je tisto, ne? Ker res vsakega vidiš. In pa kaj ne poje, ja, gospod, vi morate zraven, veš, pomagati. In pa mi je kar nerodno. In pa začnejo. Ne, da ne bo zamere, gospod. Všeč so mi taki koncerti, res, ker imaš res publiko tako blizu sebe in mi ta interakcija ogromno pomeni. No, mislim, verjetno si morala prav pomisliti, ne, kdaj si nazadnje pred tako majhno publiko nastopila. Veš pa, ne, katera je bila verjetno tvoja največja publika. To se pa zagotovo spomnim, ne. Zdaj, če si danes med 20 poslušalci, si upaš ugibati, koliko ljudi je leta 2012 gledalo tvoj polfinalni večer pesmi Eurovizije? V dvorani? Ne, prek TV-ja prek vsi. TV-ja? Ja. Ja, vem, da je milijonska publika. 20 milijonov. 20 milijonov te je gledalo tisti polfinalni večer. Dobro je. Kodaj... Dobro, da mi tega nisi povedal leta 2012, ker verjetno bi se mi kar tresla koleno, veš, to bolj. Kakšne spomine imaš na to obdobje? 12 let je že od tega tvojega nastopa na pesmi Eurovizije, skladbo Verjamem, sigurno imaš kakšno anekdoto ali pa prigodo, ki se ti je zgodila v tem obdobju. Jaz sam vem, da meni so se takrat pač res uresničile otroške sanje. Jaz namreč Eurovizijo spremljam že odkar vem zase in tudi vem, ker sem bila mlajša. To je pač bil prav praznik zame, ker so mi doma dovolili biti tako dolg po konc, ne. In se prav spomnim, pa to tudi povem na koncertih. Jaz sem, z mamo smo gledali finale, to je bilo leto pred tem, ki je bila Maja Kevc v Düsseldorfu. In vem, da sem mami takrat kar je strelila iz glave. Sem rekla, veš kaj, mama, jaz bom pa naslednje leto stala na tistem evrovizijskem modru. In je bila itak cela šokirana, pa pravi, kaj si ti normalna, kaj ti hočeš, da mene kap trofi? Ampak, ja, veš, se mi zdi, da nam manjka te otroške miselnosti, ne, ko misliš, da je pač res vse mogoče, nimaš mej v glavi postavljeni, ker res naslednje leto rešila. Si šla na Eurosong. Z mamo je vse v redu. Ja, in se spomnim, da bi bilo včeraj, no. Je pa zanimivo to, da če bi zdaj po 12 letih šla tja, bi verjetno imela več treme kot takrat. No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Eurovizija še kdaj? Ja ali ne? Zakaj vas to? Ja, pa zakaj? Pa vprašal sem te. Mislim, trenutno ne čutim želje, potrebe potem, da bi še enkrat šla. Mogoče, sam veš kaj sem v bistvu radovedna, kako bi izgledalo zdaj pač, da bi naredila neko primerjavo od takrat, ko sem bila stara 16 let, res čist brez izkušenja, sem bila vržena ta glasbeni svet, meni ni bilo res nič jasno. Mislim, se mi še zdaj ni nič jasno, ampak pač, veš, je drugače, ne? Ja. In takrat sem bila otrok, bi bilo zanimivo narediti primerjavo od takrat pa zdaj kot neka odrasla ženska, ne? Ne vem. Poslušalci lahko zdaj recimo predvidevajo, ne? Zdaj, za katero skladbo bomo lahko poslušali v nadaljevanju. Dajmo pa torej podoživeti to slovensko eurovizijsko iz leta 2012, Verjamem. Samo, veš kaj, na Rože smo pozabili, boste lahko vseeno naredili? Ja. Zakaj nisi zrihtal? Ja, glej, nisem vedel, kak outfit boš tista obleka je res bila težka, ne? A je bila? Ja. Ja, nisem Roža, sem pa darilo. Ja, še nekaj drugega, ne? Eva Boto kot darilo in njen spremljevalni band in Verjamem poslušamo v naslednjih minutah. Hvala lepa. Izklopi čez nebo, rišem sonce preko sanj leza, mečem noč v njegove sence, ki slovo
jemljejo brez spomina z luknjami dlanmi, da odteče pesem časa. Verjamem, da znova ujela se bova in včeraj za zmeraj se vrne z reko luči. Še pesem, našla si pot vodori, če grem za čutim, da grem do dna, nemi glas mojo molu, vendar pa zavel mi ne bo veter belih zastav. Verjamem, da znova ujela se bova in včeraj za zmeraj se vrne z reko luči. Nov dan, lačenje sonca in me zlaga. Jasne reklance pred koncem, jasne reklance pred koncem, ker jaz se ne predam pred koncem, jaz preživim le na svoj način, da krepeni jasne reklance pred koncem. Krasna Eva Boto in band. Za nekaj trenutkov smo se preselili v tisto kristalno palačo v Bakuju in se zelo hitro vrnili nazaj, Robinov koncertni studio. Moram te še vprašati na koncu, česa te je sicer Eurovizija naučila, ko si imela čas reflektirati to, kar se ti je zgodilo tam, ko si prišla domov? Pojma nimam. Ničesar. Mislim, naučila. To je, mislim, zame bila pač res največja izkušnja. Veš kaj, zanimivo je to, da kot nek začetnik, ko vstopiš v glasbeni svet, ne, in kar naenkrat greš na Eurovizijo, na veliki oder. In naučila sem se predvsem, mogoče bi rekla, strpnosti, potrpežljivosti, no. Ker ko sem se vrnila nazaj v Slovenijo, sem šla takrat v bistvu dojela, da je to začetek. Ja. Ne? Da se to v bistvu delo šele začne. Da ni to zdaj, ok, zdaj sem pa šla na Eurovizijo, zdaj sem pa vse naredila. Ne? Se mi zdi, da se to, mislim, učim se to že vseh teh 12 let, ne? Da sem boljša, da nekako rastem. Ne? In če ne bi bilo Eurovizije, tudi tega v bistvu verjetno ne bi bilo, no? Te izkušnje. Zdaj, če govorimo o festivalskih skladbah iz enega na drugega iz Eurovizije v naslednjih minutah, torej na Melodije morja in sonca, tam si prvič predstavila skladbo Kdo ti bo dušo dal, ki jo bomo slišali v naslednjih trenutkih. Si pa pri tej skladbi sodelovala kar z zvenečimi imeni, Žan Cerčič, Jan Plestenjak in tako naprej. Ja, v bistvu z Žanom sem pravzaprav tudi nekako začela ustvarjati potem avtorske skladbe, sploh leta 2018, v tistem letu 18-19, sva jih kar nekaj naredila, ker potem konc leta 2019 smo izdali tudi prvi album, začela sem svojo krasno ekipo sodelovati. To je pa v bistvu zame nek drug začetek, evo, če je bila Eurovizija prvi, je ta nekak drugi, ne. In in pri tej skladbi se je potem pridružil tudi Jan Plestenjak. Meni je bilo to tako fascinantno, ne. Ker sva bila s Tomijem pri njemu, pa smo mu pokazala
tole pesem, melodijo. On je vzel kitaro, on je v 5 minutah spisal ta To tekst. sem pa prebral, ja, da to je bilo tako. Pač to je bilo, mislim, bil je moment, zgodil se je čist spontano, bila mu je všeč melodija in mi je lepo, ne, da tudi ta odnos nekako ohranjamo še zdaj in vedno ga zelo rada vprašam za nasvet. In mnenja, seveda. Ja, seveda. Si pa z Janom sodelovala tudi že pred to skladbo, tudi v pesmi, ki jo boš odpela za skladbo Kdo ti bo dušo dal. Zdaj, verjetno jo boš dala v neko malo drugačno izvedbo, ne? Glede na to, da je bil to duet, zdaj tukaj si sama. Ja, ne bom sama. Ne boš sama? Kaj se Ne bo bom pa sama zgodilo? zapela, z mano bo band, veš, kaj mi Ja, no, mi da je iznajdljivo. Ne, ja, v bistvu zelo lepo, ne. Pri obeh komadih je Jan imel prste zraven in tudi, ja, ta je bila pesem ravno iz mojih začetkov, leta 2012, ko me je povabil on k sodelovanju, itak valjda najbolj vesela je bila moja mama, ne. Se jaz tudi. Ja, lepo, da je bil del mojih začetkov, pa v bistvu tudi sedajšnje poti. Vsekakor pa ne morem tudi mimo tvoje objave na družbenih omrežjih, ne? Ker velika sprememba dolžine las. A ja, Izgledalo a mi kar paše? Ful ti paše. Ampak izgledalo, kot da te čaka ena taka res travmatična izkušnja, ne? Ampak si pa pol rekla, ne? Si pa Zakaj? rekla, ja, zato ker si kaj, skoraj polovico si Mislim, to je bila odrezala. polovica las. Ja, veš kaj, mislim, za večino je verjetno to, pa se so sam lasje, ne, se greš, pač malo se postriš, pa to, ne. Ampak jaz sem bila res nazadnje kratkolaska v vrtcu. Ja. In meni so pač dolgi lasje, tudi tisti, ki si malo emocionalno navezan, ne, Vsi to spet dolžino zrastejo. las. Zrastejo spet. Ampak, sem zelo vesela, da sem Ampak ti lepo paše. Hvala. Ja. Ja. No, na Instagram objavi si zapisala, pravijo, da je leto 2024 leto sprememb in jaz sem to vzela čisto resno. Se pravi, to leto bo gotovo tvoje. Ja, jaz upam. Pa ne samo jaz upam, da od vseh vas. Za en tak krasen glasbeni zaključek današnjega VIP radijskega koncerta Eve Boto, to leto bo moje, bomo slišali, še prej pa Kdo ti bo dušo dal. Eva, izvoli. Hvala lepa. Poznaš me, vsaka solza, vsak nasmeh in vsak moj greh. In jaz tu pred tabo zdaj stojim in gledam te, kako ti je. Se na tvojih valovih zdaj riše smeh, a je žalost, ker jaz te ne znam objet. Tvoje rane od nas so globoke do dna, brez tebe svet bo zaspal. Kdo ti bo dušo dal? Kdo ti bo dušo dal? Kdo ti bo dušo dal? Zdaj, ko te gledam, me je sram, težko priznam, da te ne poznam. A ni vseeno, zate ne, ker zame vse v tebi je. Se na tvojih valovih zdaj riše smeh, a je žalost, ker jaz te ne znam objet. Tvoje rane od nas so globoke do dna, brez tebe svet bo zaspal. Kdo ti bo dušo dal? Kdo ti bo dušo dal? Kdo ti bo dušo dal?
Pa vi, kdo? Glasnej. Kdo? Ok, kdo? Kdo? Še zadnjič, kdo? Bravo! Ok, draga družba, jaz sem zelo vesela, da sem danes s svojo ekipo tukaj z vami. In dajmo za konec, ne, ker je rekel Jan, naj bo to leto moje. Naj bo to leto od vseh vas. A velja? Tako da dajmo za konec mi skupaj zapet pa zaploska tale refren. A ste za? Ful ste prepričljivi. Ja ali ne? Ok. Ste zihri? Dajmo sprovat tole. Ok. To leto bo moje, moje, moje. Naj ulica poje, poje, ker vem, da nisem sam. To leto bo moje, moje, moje. To naj ulica občutek, da poznam. Jan Plestenjak, halo, je pa naša Lucija. Vem, da bo hudo, a ni me strah. Dajmo en aplavz za našo Lucijo. Vzeli so mi čisto vse, a ni besede več, ki zlomi me. Ne ubije me, o ne. Pravijo, da zame svet prevelik je. Ne bojim se, ne poznajo me. Družba, idemo skupaj. To leto bo moje, moje, moje. Naj ulica poje, poje, ker vem, da nisem sam. To leto bo tvoje, tvoje, tvoje. Naj ulica poje, poje, občutek, da poznam. Same ženske, dajmo Lana. Maske padle so, a ni nas strah. Še en aplavz za našo Lano. Pozabili so na nas. Zvezde bodo spremenile vse. Pa verjamete nam. Zdaj prihaja lepši čas. Zato srce, ta velik svet premajhan je. A ne bojim se, ne poznajo me. A gremo skupaj? To leto bo moje, moje, moje. Naj ulica poje, poje, ker vem, da nisem sam. To leto bo tvoje, tvoje, tvoje. Naj ulica poje, poje, občutek, da poznam. Zdaj pa, draga družba, dajte mi povedati, a ste se imeli fajn z nami? Tole me zdaj ne prepriča, a ste se imeli fajn? Tudi mi smo se imeli z vami, dajte še en velik aplavz za mojo krasno ekipo. Janez Kaza na kitari, Aleš Ogrin na klaviaturah.
slovensko. Draga družba, res sem hvala, ker ste bili danes z nami. Hvala Radio Robin za povabilo. Res nam je bilo veselje biti na telem intimnem glasbenem večeru. Jaz res upam, da ste se imeli fajn. Tudi vsi doma, ki ste nas poslušali, ki ste nas gledali. In jaz upam, da se v kratkem spet kaj vidimo in zapojamo skupaj. Pa da se sliši zdaj tudi prek ekranov. Vseh vas 20. To leto bo moje. To naj ulica moje. Ker vem, da nisem sam. Še to leto bo moje. Ja, tudi vi, gospod. Naj ulica občutek, da poznam. Hvala lepa. In tako smo prišli do zaključka našega druženja. Eva Boto z njeno krasno spremljevalno skupino. Hvala vam za obisk in za ta res prijeten večer. Hvala pa tudi našim Robinovim poslušalcem za obisk v našem koncertnem studiu. Nenazadnje pa hvala vsem, ki ste nas spremljali preko Robinovih frekvenc, kot tudi preko robin.si. Jan Vehar sem bil z vami. Lep večer še naprej in se vidimo naslednjič. Čau. Robinovih 30. VIP koncerti Radia Robin. Eva Boto in Jan Vehar. Najbolj intimno glasbeno doživetje.